Z novim letom je najmanjša osnovna šola v Sloveniji ponovno odprla svoja vrata. Ministrica za šolstvo pa je določila, da bo naslednje leto v 9. razredu ocena iz NPZ-ja vpisana v redovalnico in da bodo ta preverjanja pisali tudi tretješolci. Veliko dela so imeli tudi drugi politiki. Poslanci so sprejeli zakon o tujcih, ki je omejil vstop tujcev v državo. Na mejnih prehodih s Hrvaško pa so zaradi odločitve evropskih poslancev, da je treba zaostriti nadzor na šengenskih mejah, nastali daljši zastoji. Politiki se s sosednjo Hrvaško še vedno pogovarjajo tudi o razsodbi arbitražnega sodišča, ki je določilo, kje točno bo potekala meja na nekaterih spornih točkah. Na referendumu smo volivci odločili, da se bo začel graditi drugi tir, izvolili pa smo tudi novega in hkrati starega predsednika države Boruta Pahorja. V svet je spremljal tudi zaprisego novega predsednika ZDA Donalda Trumpa in izid predsedniških volitev v Franciji, kjer je zmagal Emmanuel Macron. Na parlamentarnih volitvah v Nemčiji je zmagala stranka Angele Merkel, vendar ima še vedno težave s sestavljanjem vlade. V času predvolilnih kampanj je bilo predvsem veliko govora o prebežnikih, ki še vedno množično prihajajo v Evropo. Število otrok, ki po svetu potujejo brez spremstva, se v zadnjih 7 letih 5-krat povečalo. Številni brez staršev bivajo tudi v begunskih taboriščih v Bangladešu. So pripadniki muslimanske manjšine, ljudstva Rohingja, ki so zbežali zaradi vojaškega nasilja v Mjanmaru. Zaradi hudega pomanjkanja, kolere in državljanske vojne veliko otrok trpi tudi v Jemnu, eni najrevnejših držav na jugu arabskega polotoka. Svet je včasih zares neprijazen prostor, a zgodilo se je tudi veliko lepega. Rokometaši so Slovencem priborili zgodovinsko prvo medaljo za Slovenijo na svetovnih prvenstvih v ekipnih športih – bronastega leska. Sanjska športno-plezalna sezona je tudi za Janjo Garnbret in Domnom Škoficem. Z izjemno smučarsko sezono je navdušila Ilka Štuhec, ki je postala tudi športnica leta. Pri moških pa je slavil Goran Dragič, kapetan košarkarske reprezentance, ki je septembra v navijaškem duhu povezala Slovence v norem navdušenju, ko so dvignili pokal evropskih košarkarskih prvakov.